folklorno skupino Sveta Ana, mladimi družine Breznik, prav tako Svete Ane v Slovenskih Goricah, ter glasbeno šolo Direndaj, stopili v čarobni svet ljudske glasbe in plesa, kjer se bosta prepletali tradicija in veselje. V naši sredi lepo pozdravljamo tudi župana občine Sveta Ana, gospoda Martina Breznika, in njegovo ženo Suzano, ki je predsednica tamkajšnjega kulturnega društva in je mladost preživela na Prevaljah, jaz se je pa zelo dobro spomnim kot odlične učenke z osnovne šole. Tako, z aplavzom ste vse današnje goste že lepo pozdravili. Ljudska pesem je, kot je zapisal skladatelj Lojze Lebič, naš prevaljski rojak, živa govorica srca naroda, izvira iz preprostosti, a v sebi nosi modrost stoletij. In prav to modrost bomo nocoj slišali, videli in občutili skozi korake plesa in zvoke glasbil. Pa začnimo v ritmu domačih korakov in ljudskih melodij. Kot prva se nam bo predstavila organizatorka današnjega dogodka, to je folklorna skupina Luka Kramovč Šentanjela. Folklorna skupina svojo glasbeno in plesno dejavnostjo ohranja predvsem koroške narodne plese, ki so bili v preteklosti nepogrešljiv del veselic, lepih nedelj in ohceti na Koroškem. Plesalci so oblečeni v delovne noše, ki so jih na Koroškem nosili ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja. Skupina neprekinjeno pleše že 48 let. So rekli, da jih vsi že zelo dobro poznate in da ne rabijo kakšne daljše predstavitve, zato samo še, kaj bodo plesali. To bo splet plesov Tramplan, Venček koroških in Hotulska polka. Na oder vabimo folklorno skupino Luka Kramovč Šentanjela.
Ob spremljavi melodij, ki so se ohranile iz roda v rod, bodo plesalci danes pred nami oživili utrip minulih časov. Sledijo plesi, ki jih bo zaplesala folklorna skupina Sveta Ana, ki deluje pod okriljem kulturnega društva Sveta Ana. Začetki kulturnega življenja pri Sveti Ani segajo daleč v zgodovino. Za uraren začetek folklorne dejavnosti pa beležijo leto 1998. Na začetku je skupina plesala v delovnih kostumih, ki so jih sešili sami.
Leta 2007 pa je bila s pomočjo dr. Marije Makarovič narejena terenska raziskava o narodnih nošah in še istega leta so plesalci zaplesali v novih mašnih kostumih. Leta 2016 je mentorstvo skupine prevzel Bojan Glaser, dolgoletni plesalec in kvalitetni vaditelj, ki je s svojim širokim spektrom znanja na folklornem področju ter svojo mladostno energijo in zagnanostjo v skupino prinesel svež veter. Skupina pleše plese iz različnih slovenskih pokrajin. V plese vključujejo tudi igre, pesmi ter šege in navade. Nastopajo na različnih festivalih, proslavah, prireditvah in praznovanjih v domačem kraju. Vsako leto prirejajo letne produkcije v mesecu novembru v občini Lenart in koncert v sklopu občinskega praznika. Plešejo tudi izven naše države. Gostovali so v Avstriji, Švici, na Hrvaškem, v Srbiji in na Češkem. Redno se udeležujejo območnih folklornih srečanj, na katerih dosegajo zelo dobre rezultate. V zadnjih nekaj letih so se večkrat uvrstili na državna srečanja. Državni nivo v Sloveniji na področju folklorne dejavnosti dosega le peščica slovenskih folklornih skupin, zato si štejejo veliko čast, da so eni izmed njih. Njihov današnji splet, ki ga bodo zaplesali, nosi naslov Kmetiča pa ja. Avtor koreografije in kostumske podobe Bojan Glaser, avtorji glasbene priredbe Godci skupine. To so vzhodno-štajerski plesi iz začetka 20. stoletja. Marsikateri ples je vezan samo na nekaj vasi in je zelo poseben. V slogu vzhodno-štajerskih plesov je opazna težnja k hitremu vrtenju, zlasti pri vrtenici. Plesno izročilo je figuralno bogato in plesalcem dopušča veliko možnosti, da z njim izrazijo svoj temperament in značaj, kakor tudi mladost plesalcev. Zanimive so tudi različne drže v plesnem paru, ki jih prav tako najdemo redko kje drugod na Slovenskem. Kostumi so značilni za začetek 20. stoletja, ko se je moda že nekako poenotila. Kostumi so raziskani na področju Svete Ane in njene širše okolico. Torej, na odru jih že pozdravljamo, to je folklorna skupina Sveta Ana.
Sodelovanje z najmlajšimi je ključnega pomena, saj preko glasbenih nastopov spodbujamo njihovo ustvarjalnost. Zato z velikim veseljem pozdravljamo v naši sredi mlade koroške glasbenike, ki bodo prispevali k posebnemu vzdušju današnje prireditve. To so učenci glasbene šole Direndaj, ki jo vodi Maja Vcepek in deluje na Ravnah na Koroškem. Nastopili bodo Mark Praznik klavir, Nina Valtl, kitara in vokal, Maja Nabernik in Maja Vcepek, kitara.
pokoje prišel, za zgojem je stal. Šašanko dnijeca konc persal brni spal, pakiko parti je prišel, za zgojem je stal. Šašanko dnijeca konc persal brni spal, pokoje prišel, za zgojem je stal. temveč sta tudi izraz skupnosti. Ko se plesalci zavrtijo v krogu, nas opomnijo, kako pomembno je, da znamo stopiti skupaj in ustvarjati enotnost.
Sedaj bodo zaplesali še enkrat plesalci folklorne skupine Luka Kramov Čentanev. To bodo plesi Steleraje. Splet plesov Malender, Cvajšrit, Mazurka in Šušterpolka.
Ko pesem zapoje Mlado srce, zveni drugače, mehkeje in iskreno. Na oder sedaj prihaja otroška vokalno-instrumentalna skupina. To bo prav poseben nastop. 5 bratov in sester, ki bodo zaigrali in zapeli. Družina Breznik iz občine Sveta Ana šteje 6 otrok, starih od 3 do 15 let. Najstarejši so vsi inštrumentalisti, tako doma zapojejo diatonična in klavirska harmonika, trobenti in flavta. Pred 3 leti so se začeli udeleževati tudi prireditve Družina poje, ki vsako leto poteka v Svetem Juriju v Slovenskih Goricah. Ob večerih radi sedejo za mizo in zapojejo ter zaigrajo. Poustvarjajo ljudske in nabožne pesmi, zapojejo in zaigrajo pa tudi Slakove in Avsenikove, izbirajo pa si tudi pesmi mlajših ansamblov. Jurij, Jakob, Celestina, Ana Katarina in Evelina se bodo danes predstavili z melodijami narodno-zabavnih skupin. Življenja krog, ansambla Roka Žlintre, Oj, zemljica, ansambla Modrijani, Ej, oče, povejte, ansambla Fantje vseh vetrov, Kdor prepeva, se ne stara, ansambel Nemir. Naj njihova mladostna energija in iskrenost napolnita oder in seveda naša srca. Z nami so mladi družine Breznik.
zdi, da pravljica tega življenja prekratka bo. Mladost danes je in v lase gre srebro. Zaprene kuce cvit,
Sai
tega se ne stara, sladolje me pozna. Na naše smrtne mara, ti harmoniko igra. Čez leto si mladosti, ali zrelih lepih žen, pesmijo na ustih zmeraj, drago je srce. Zdaj, ko sem na lepših letih, mi zaupate lahko. Če vem, če v našem srcu se spodaj postaramo, saj se že nadaleč vidi, da vam na otročje gre. Pa čeprav vas čisto malo, že zapuščajo lasje, do prepeva se ne stara, sladolje ne pozna. Kakor vaša smrt ne mara, in harmoniko igra. Čez leto si mladosti, ali zrelih letih žen, s pesmijo na ustih zmeraj, drago je srce. S pesmijo na ustih zmeraj, drago je srce. Upamo, da vas bomo še velikokrat slišali in da bo glasba še naprej vaša sopotnica. Ker se bližamo zaključku današnje prireditve, zdaj ob zaključku vabim vse, ki so danes na odru stali, ki so plesali, ki so nastopili, da se še enkrat pridejo pokazati na oder. Prosim. Tako folklorna skupina Šentjernej, kot folklorna skupina Sveta Ana, kot mladi Brezniki in seveda tudi glasbena šola Direndaj. Lepo vabljeni na oder. Tako, en aplavz gotovo jim bo zelo dobro del po teh lepih nastopih. Spoštovani, takole je, ob zaključku večera bomo podelili še nekaj priznanj, in sicer najprej bomo podelili priznanja Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije območne izpostave Ravne. S podelitvijo priznanj se zahvaljujemo članom folklorne skupine Šentjernej za njihovo predano delo pri ohranjanju naše glasbene in plesne dediščine. Z ljubeznijo do plesa, tradicije in skupnosti bogatite kulturno življenje ter prenašate ljudsko izročilo na naše in prihodnje rodove. Kot predsednica Javnega sklada Sveta zavoda čestitam folklorni skupini Luka Kramov Šentjernej za dolgoletno izjemno negovanje folklorne tradicije. Sedaj pa bom podelila še posameznikom posebna priznanja. Bronastovo Maroltovo značko prejme Franc Barbič. Srebrno Maroltovo značko prejme Klemen Skitek. Zlato Maroltovo značko prejme Karli Pšeničnik. Zlato Maroltovo značko prejme tudi Vera Vrbanič. Zlato Maroltovo značko prejme Branko Paradiž.
Zlato Maroltovo značko prejme tudi Gašper Virtič. Častno Maroltovo značko prejme Marjeta Rebernik. Častno Maroltovo značko prejme tudi Anton Fajmut. In častno Maroltovo značko prejme tudi Marta Fajmut. Vsem dobitnikom v imenu javnega sklada iskrene čestitke, sedaj pa predajem besedo še predsednici gospe Marjeti. Najprej zahvala vsem, ki so nam pomagali, da je prireditev uspela. Najprej občina Prevalje, ki nam vsako leto priskoči na pomoč, Cvetličarna Pori, Slaščičarna Senica, Slaščičarna Polanšek, Slaščice Barbi, Barbara Mager in seveda Hedviki Gorenšek, ki nas spremlja skoraj vsa leta, kar imamo naše prireditve. In še seveda našim plesalcem, brez njih pač ne bi bilo, kar je to. In še zahvala za sodelovanje družina Breznik iz Svete Ane. Folklorna skupina Sveta Ana. Glasbeni direndaj so pa žal vsi odšli že, tako da smo jim kar v zaodrju dali zahvalo. Ko potihne zadnja pesem in se umiri korak plesa, v nas ostane nekaj več. Občutek pripadnosti, toplina skupnosti in hvaležnost, da znamo ohranjati to, kar je naše. Pesem in ples nas povežeta, mlade in stare, ljudi in kraje, srce in srca in spomine. Hvala vsem nastopajočim, hvala organizatorjem, hvala vam, dragi obiskovalci, ker ste z nami delili ta večer. Naj ljudska pesem in plesi še naprej živijo med nami v besedah, korakih in v srcih. Na koncu prireditve pa bodo otroci skupine Breznik, mladi Brezniki, še enkrat zaigrali, plesalci pa prav zagotovo še zaplesali. Preden pa zašpilajo, pa še ena majhna darilca. Tako, vsi so pripravljeni, rekla bom šele lahko noč in se vidimo na 14. srečanju Pesem in ples nas povezujeta.